Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o premikih naprej. Naključna sporočila s kart Prehodu na novo dobo, Ošotove karte in naključna sporočila Zlati Zen Tarot. V glavnem, da vidimo za vse tiste, ki čutite, da je nekje nekaj več za vas, da nekje, ali pa mogoče, da bo enkrat treba narediti nek premik, ko vas nek notranji glas nagovarja, da je treba nekaj spremeniti in da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo pri premikih, kaj bi bilo pametno ozavestiti, vedeti, narediti. Prvo sporočilo je prehod v novo dobo. Prehod v novo dobo, prvo sporočilo. Čeprav ta trenutek še ne vidiš, se na obzorju že kaže nov dan. To je karta 23. 23 je po numerologiji tako. Petka, med starim in novim. Zavedam se, da mi pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Zavedam se, da me podpirajo vsa bitja svetlobe. Tako, a ni jasno sporočilo? Tebi, ki to poslušaš, pripada sreča. Tebi pripada obilje na vseh ravneh. Obilje zdravja, obilje ljubezni, obilje lepih odnosov, obilje tudi na materialnem področju. In za prehod je potreben notranji mir. No, zdaj pa pojmo na tale mir. Ta je pa zanimiva, ne? Ker če ga nimaš, to je tvoja osnovna vibracija nemir. In nemir k temu kaosu, ki se dogaja v svetu, dejansko ne prispeva nič drugega kot še več nemira. Naslednja je pa zdravilni žarek teče skozi moje telo, zato ker se zavedam, da jaz sem bitje luči. In tretje sporočilo je pa napredek. Zavedaj se, da tvoje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. Zato dobivaš čudovito božje nadomestilo. No, zdaj vam pa še preberem naslednje sporočilo. Se pravi, karta 38. Da vidimo. Dovoli, da skozi tvojo kronsko čakro se v tvoje telo steka zdravilna energija in zdravi tvoje oči, pomlajuje tvoj obraz. Dovoli si čutiti pretočnost. Zdravilna energija teče po hrbtenici navzdol in se dotika vsakega tvojega organa, steka se vsako celico tvojega telesa. Zdravilna svetloba, nova energija se dotakne vsakega sklepa, teče preko kolkov in kolen ter se preko stopal steka v mater zemljo. Se pravi, dovoli, da vse tvoje blokade odidejo. In tam, kjer imaš kakršnokoli težavo, zdravstveno težavo, jaz se vam opravičujem, naš Tobi nekaj opozarja. No, v glavnem, kakorkoli. V glavnem, če imate kje kakšno zdravstveno težavo, recimo, če imate boleče sklepe, se mogoče oklepate nečesa. Če imate mogoče težave s kolki, mogoče ne zmorete osnovnega premika narediti v življenju, zaradi tega, ker se bojite finančne nesigurnosti. Če imate težave s črevesjem, mogoče ne morete izpustiti neke zamere, nekega odnosa, nekih čustev in ste se odločili, da jih boste obdržali v sebi. Če imate slabo prebavo in vnetja na splošno po celem telesu, mogoče imate preveč misli, ki so polne jeze, tihe zamere. Ženske, če imate recimo težave s celulitom, imate mogoče težave z izražanjem svoje resnice, ker ščitnica deluje tudi na limfni sistem in predvsem težave s spolno čakro in se težko izražate vi kot ženske. Glejte, težave so zato, da nas opozorijo, da imamo kaj za spremeniti. No, če iščete rešitev za knjigo, oziroma knjiga, ki je kot vodič, ko imajo čakre žur, vam bojo pomagale pri tem, ker kako boste počistili temeljna prepričanja glede nizkih čustev. No in zdaj gremo pa naprej, napredek. Tvoje delo blagoslavlja.
pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. To je karta 41 in je spet petica. Zanimivo, kakšne vibracije imamo danes. In zavedaj se, da si ti, ki tole poslušaš, povezan z večnim virom. Dovoli, da božansko bogastvo kroži v tvojem življenju in dovoli, da ga je vedno več, kot ga potrebuješ. Vsak dan, govori si, vsak dan in vsako noč napredujem, ter se razvijam duhovno in na vseh področjih. No, to so zdaj karte prehodu na novo dobo. Zdaj pa gremo na 3 sporočila iz Ošotovih kart, da vidimo stvarstva za tele dušice, ki tole poslušajo in ki vejo, da nekje je neka zadeva, ker je treba narediti premik. Kaj je ta trenutek prav, da slišijo, da ozavestijo, da spoznajo, kaj je sporočilo, ki ga ta trenutek nosi stvarstvo za njih. 3 sporočila. Upočasnite svoj tempo. Ampak upočasnite svoj tempo samo zaradi tega, da vidite, kje ste. Takrat, ko ste v naglici sveta, ne zmorete opaziti, kje ste. To je tako, kot če ste na zunanji strani tornada, vas bo nosili iz ene situacije v drugo. Biti v miru pomeni, da včasih kakšni stvari rečemo ne, kakšni pasji procesi rečemo ne in enostavno ostanemo sami s seboj. In ko ostanemo sami s seboj, takrat lahko slišimo notranji glas. In ta notranji glas nam tako govori, naredi to. Ja, in zdaj naslednja stvar je čas za tvoj razcvet. Kaj pa, če se tale popek boji razcveta? Kaj pa, če se boji, da ga bo nekdo utrgal? Kaj pa, če tale popek, tale razcvet je povezan s nekim strahom, da bo nekdo se mogoče okoristil z vašo energijo? Dajte preveriti svoja prepričanja, ki so povezana s tem, kaj vas zadržuje pri razcvetu. Vem, da je težko, ko gremo čez te svoje omejitve. Vem, da je težko kakšno stvar včasih odrezati. Kakšnemu človeku reči ne. Kakšnemu človeku enostavno, ki samo jemlje, reči za nekaj časa se mogoče umikam iz tega odnosa, da lahko precenite sploh, kje ste. Da lahko imate prostor za svoj razcvet. In tam, kjer se boste razcveteli, boste videli, je res neverjetno. Zanimivo, vsi smo svet. Očitno ta vaša energija bo segla v svet. Kam? Bog si ga vidi. Danes smo bolj kot kdajkoli povezan preko vseh teh omrežij. Seveda mene zadržuje, govorim samo slovensko. No ja, tudi hrvaško govorim, pa tudi, ne vem, to mešanco bivše Jugoslavije. Ja, govorim. Ampak mene vem, da zadržuje to, da ne govorim dovolj dobro, recimo angleško. Ampak mogoče imate pa vi neko idejo. Začnite deliti in boste videli, svet čaka na novo energijo, na nove informacije. Ja, na vašo vibracijo. Vsi smo svet. Čas je, da se pokažete. No in gremo zdaj še na 3 sporočila Zlati zen tarot. Se pravi stvarnik. Če je v najvišje dobro, tele dušice, ki zdaj posluša, ne se razodanejo 3 sporočila, ki jih ta dušica rabi slišati za svoj napredek. Prvo, drugo in 3. sporočilo. Pa še 4. Lejte, 6 palic. Tukaj je jezdec, ki koraka zmagoslavno naprej. Je ponosen, sedi na konju in je proslavljanje. Se pravi, to, kar imate za pokazati, je absolutno prav in da se zaključi čas puščavnika. Čas puščavnika je tisto, ko se umirimo, ko gremo v svojo votlino, ko ustvarjamo, ko razmišljamo, kaj bomo naredili, ko iščemo svoj prostor. Ampak, ko pa začnete deliti te svoje čaše obilja, verjemite mi, svet čaka na to. In naslednja sporočilo pa je, ti, ki tole poslušate, si kraljica ljubezni, ki jo ta trenutek lahko širiš v svet. Začni širiti svojo vibracijo ljubezni. Jaz verjamem, da svet gre v nove vibracije
In ta nova zemlja, prehod v novo dobo, jaz res verjamem, da obstaja svet, da naša vibracija bo ustvarila nov svet in ta svet bo bolj ljubeč. Ta svet bo poln pozitivne energije. Ta nov svet, ki nas čaka, je drugačen. In ja, smo na prehodu, kar pogumno naprej in v glavnem dovolite, da pri vsem tem, kar se vam dogaja, vas spremlja Božji blagoslov, kar angeli, nebovzeta bitja, naši vodniki, čakajo na naš prvi korak. In ko ga zmoremo narediti, takrat se odprejo nevidna vrata, nevidna sporočila, nevidne stvari in pridemo do ljudi, do novega, tako kot bi samo odprli neka vrata, ki jih mogoče takrat, ko smo bili v stresu, nismo zmogli videti. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudež novega.